Ja, namen nam je, da skupaj, kot je rekel moj mladi kolega, vse generacije pokažemo in tem vodstvu države rečemo ne. Rečemo pa zato ne, ker dejansko prihaja do razgradnje socialne države, ki smo jo že imeli, in prihaja dejansko vse večji prevlada kapitala, ki pa dejansko trpiči malega človeka. Ja, v prvi vrsti zaradi tega, ker ne smemo biti vseeno. Ne smemo stati ob strani in gledati, kako nam uničujejo ne samo več desetletno, več stoletno prizadevanje za socialno in bolj pravično družbo. Zato, ker sem v tej državi, vključno za prejšnjo Jugoslavijo, živim 60 let in takšne barabije, kot se zdaj dogajajo, se niso nikdar dogajali. Škoda je, ker smo pred 20 leti dobili državo bogato z vsem in zdaj so jo pokradli dobesedno v nulo. In zato sem tu, proti vsem oblastnikom, ne samo proti tem. Pravzaprav pričakujem, tako kot je Semolič tudi rekel, na nek način spremembe v osnovi, spremembe sistemske, spremembe zakonodaje predvsem. Ker vse ostalo, kar mi govorimo, je pravzaprav samo, to se lahko zgodi samo, če se zakonodaja spremeni in sistem, če ga spremenimo na nek način. Predvsem, da je dovolj nespoštovanja do visokega šolstva, da ne morejo pač dajati v obravnavo novel, ki so čisti bullshit, ki nima veze z izboljšanjem kakovosti šolstva.